Raba tobaka pomeni globalno eno največjih groženj javnemu zdravju. Če pogledamo v svetovnem merilu, vsako leto umre okoli 6 milijonov ljudi, oziroma malce drugače povedano, to je vsaka 10. smrt na svetu. Trenutno pri nas po podatkih, ki jih imamo, kadi približno četrtina odraslih prebivalcev Slovenije, več moških kot žensk med odraslimi. Ti kadilci so v veliki večini začeli kaditi v obdobju mladostništva in ko so bili mladi odrasli, to je tam do 25. leta, po tej starosti v glavnem ne beležimo več začetkov kajenja in tudi redno kajenje se že v glavnem začne v teh starostih. Mladi so seveda izjemno pomembna ciljna publika tobačne industrije. V okvirni konvenciji za nadzor nad tobakom jasno piše, kako naj se lotijo države kontrole, nadzora nad tobačno industrijo in kako naj omejijo tobačno industrijo. In seveda prodaja, na primer, tobačnih izdelkov mladoletnim je prepovedana. In seveda vrsto drugih aktivnosti, ki v tem trenutku niso niti več dovoljene v Sloveniji, pa jih tobačna industrija še zmerom izvaja, zato ker jim je ceneje oziroma se jim bolj splača plačati kazni, takrat, ko že pride do tega, da jih pri dejanju ujamejo. Raje plačajo kazen, ker še vedno ustvarijo več profita, tudi če zakone in predpise kršijo. Projekt NVO Varujejo naše zdravje je namenjen nevladnim organizacijam na področju zdravja. Njegov namen je krepitev prepoznavnosti ter pomena nevladnega sektorja. Glavne dejavnosti našega projekta so zagovorništvo in civilni dialog, potem izvajanje storitev za nevladne organizacije, krepitev vloge same vsebinske mreže, krepitev lastnih kapacitet mreže in še posebej povezovanje z mediji, z gospodarstvom, z javno upravo in širšo javnostjo. Eno izmed temeljnih področij našega delovanja je seveda krepitev civilnega dialoga in zagovorništva. To počnemo s podobnimi akcijami današnjim, se pravi spremljamo evropsko zakonodajo in tudi slovensko. Aktivno se vključujemo, v le-to vlagamo pobude, predlagamo, prirejamo seveda tiskovne konference, pri tem se trudimo čim boljše komunicirati z mediji. Zdaj trenutno je v teku večja medijska kampanja tudi na tem področju, ki se bo zaključila z dogodkom ob svetovnem dnevu boja proti tobaku. Osredotoča se na naslednje probleme in izzive, višja kakovost in uspešnost civilnega dialoga, večanje vpliva nevladnih organizacij na sprejemanje kakovostnih in učinkovitih zdravstvenih politik, strategij in programov ter njihovo spremljanje. Vključujemo in upoštevamo vse strategije na področju zdravja, Zdravja 2020 slovenske strategije, osnutki strategij na področju zdravja. V sklopu projekta se izvajajo različne pobude na področju zdravja, kot je dvig trošarin, elektronska cigareta in pobude za spremembo zakonika. Predvsem pa vsebinska mreža NVO za zdravje poskrbi za informiranje ostalih nevladnih organizacij. Torej, eno izmed številnih dejavnosti projekta NVO Varujejo naše zdravje je informiranje nevladnih organizacij, članov mreže NVO Varujejo naše zdravje, medijev in tako naprej. Skratka, naše delo na tem je, da mesečno pošiljamo e-novičke našim članom in da zbiramo vse možne novice, to pomeni novice iz področja zdravja, novice iz področja okolja, novice iz področja nevladnih organizacij, tako iz Slovenije in tujine, torej iz sveta. Zbiramo tele informacije, jih dajemo, objavljamo na naši spletni strani, Facebook strani in Twitterju in jih posredujemo naprej po naši mreži. Tudi na povezovanju področja z mediji in skušamo tudi vključevati gospodarstvo, javno upravo in seveda nevladne organizacije. Je tudi v teku ena akcija, ki se imenuje Zdravo na zabavo. Mi smo kot organizacija, ki se primarno ukvarja z preventivo v zdravju in pa tudi z vidiki vplivanja na zdravje iz okolja. Tako da bi tu bomo poskušali malo promovirati na nek način zdravo mobilnost. Ker je zdravje kot tako izjemno pomembno za ljudi, pa tudi za gospodarstvo kot tako. In ko govorimo o družbi, so seveda nevladne organizacije kot predstavnice civilnega sektorja, ljudi v pravem pomenu besede izjemno pomembne. Zato menim, da je seveda vloga nevladnih organizacij ključna pri obvladovanju tobaka.
Finančna in kadrovska šibkost nevladnih organizacij. Tudi tukaj krepimo lastne kapacitete mreže in kapacitete na področju zdravja za uspešno prepoznavanje potreb, razvoj novih storitev nevladnih organizacij, ki se nanašajo na gospodarstvo in javni sektor, posledično pa tudi krepitev finančne in kadrovske stabilnosti nevladnih organizacij na področju zdravja. Med številnih dejavnosti, ki jo opravljamo, je vključevanje v akcije drugih mrež in drugih organizacij. Ena izmed takih je konzorcij vsebinskih mrež. Vzpostavili smo skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami, ki prav tako izvajajo podoben projekt, smo vzpostavili konzorcij. V naslednjih 5 letih želimo ustanoviti izobraževalni center, ki bo pač nevladne organizacije izobrazil, kako se povežejo z gospodarstvom, na kak način ponudijo svoje storitve, na kak način sploh svoje storitve razviti, da bodo primerne za eno tako poslovno okolje. Povezovanje nevladnih organizacij na področju zdravja je ključnega pomena, saj je zdravje naša najvišja vrednota.